Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Vlada je v okviru seje o proračunu za leti 2010 in 2011 končala splošno razpravo, ministri nadaljujejo na dvostranskih srečanjih, seja pa naj bi bila po premierjevih besedah končana v nekaj dneh. V letu 2010 je skupaj z evropskimi sredstvi predvidenih 10,2 milijarde evrov izdatkov. Javnofinančni primanjkljaj bi bil okoli 5% BDP. Temeljno vodilo proračunov bo sidro izdatkov, ki bo omogočilo, da primanjkljaj ne bo presegel zmožnosti, da ga sedanja generacija odplača, je dejal premier Borut Pahor. Po besedah ministra za razvoj, kaj to pomeni te generacije? A te, ki so se zdaj rodili, da bojo oni odplačali, kaj? 80 let. Ja, te, ki so zdaj noseči. Ministra za razvoj Mitja Gasparija je javni dolg, ki znaša 23% BDP, razmeroma nizek. Se pa vseeno nahajamo v precej težkih časih. Se pravi, mi imamo recesijo in dolg in mi smo dejansko najvišja obdavčena država od vseh držav na svetu in imamo 23% primanjkljaja v BDP. Kam pa gre ta denar? Ja, v javno upravo. Javno upravo. Nek posnetek bo zdaj, da je spust, da moram verjeti. Veš, kako bomo videti obdavčeno? Fante, ne mi sploh, da je posnetek. So to težki časi, najtežji verjetno v 18-letni zgodovini javnih financ v Sloveniji zaradi zunanjih okoliščin in pa deloma tudi zaradi tega, ker smo si nabrali kar veliko od vseh mogočih zakonskih obveznosti, ki so v posameznih časovnih obdobjih bile primerne. V teh časovnem obdobju, ki smo pa zdaj, bo pa treba seveda razmišljati tudi o strukturnih prilagoditvah. In to je zdaj čas, ko o tem je potrebno pametno razmišljati, ne izhitreno in na način, da se poleg stvari, ki se morajo zaostriti, dajo tudi nekatere stvari, ki izboljšajo položaj, ki dajo neko stimulacijo tistim, ki pač upravljajo s temi sredstvi, pa ki so koristni. Se pravi, umno gospodarjenje z denarjem postaja verjetno ena zelo pomembnih prioritet v javnih financah. Sorry, unim, ki umno gospodarijo z gospodarstvom, damo še stimulacijo. A to iz teh davkov, ki smo jih že plačali, a iz kakšnega novega? A mogoče iz jogurta, tisti, ki plačamo za jogurt, DDV, a tisti, ki plačamo pri registraciji avtomobila, DDV. A lahko gremo naprej, pa ne... Premier je še potrdil, da se bo strateškega foruma, ki bo 30. in 31. avgusta na Bledu, udeležil tudi hrvaški zunanji minister Gordan Jandroković. To bo po njegovem dober signal izboljševanja odnosov med državama. Dajmo signal. In pa je dejansko vse ful dobro. Fantje, ne mi signalizirati. Da se bo Jandroković udeležil formula na Bledu, so potrdili tudi na MZZ, kjer pa niso mogli potrditi, ali se bo vodja hrvaške diplomacije ob robu srečanja sešel tudi z zunanjim ministrom Samuelom Žbogarjem. O ne, kakšna drama. Tam bodo tudi predstavniki drugih držav in si od tega foruma, ki postaja pravzaprav en brand sedaj na zemljevidu podobnih kongresov v Evropi, da si obetamo dobro diskusijo, tako v formalnem, kot tudi v bilateralnih srečanjih. Minister za okolje Karl, to je novica. Najlepša hvala. Minister za okolje Karl Erjavec je na novinarski konferenci med sejo vlade na Brdu pri Kranju povedal, da se bo s predstavniki mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green, AAG, v oklepaju, ki je javno podvomila v pristnost dokumentov o vplivih na okolje pri gradnji plinskih terminalov v Žavljah, predvidoma srečal v petek. Na sestanku naj bi mu predstavniki AAG, tokrat brez narekovaja, ampak zdaj prije, oziroma ne, brez oklepaja, zdaj prije narekovaj. Narekovaj zgoraj, zaradi tega, ker je računalnik to pisal, iz prve roke predstavili vse dokumente in dokaze. Konec, se pravi, citata, narekovaj zgoraj in tako naprej. Da naj bi bili podatki o vplivih na okolje pri gradnji plinskih terminalov v Žavljah ponarejeni, od srečanja pa bo na to odvisno tudi nadaljnje ukrepanje ministrstva, je povedal Karl Erjavec. Na podlagi podatkov, ki so se do zdaj pojavili v javnosti, je ministrstvo po besedah Erjavca od italijanskega ministrstva za okolje sicer že zahtevalo pojasnila, kaj je z objavljenimi podatki. Zadevo pa na slovenski strani preiskuje tudi posebna medresorska skupina, ki je že ugotovila, da manjka del dokumentacije, ki se nanaša na čezmejne okoljske vplive, je še povedal Erjavec.
Madonič, skrivajo, kaj bo to naredil Hrvaški? Če ta terminal povzroča negativne okoljske vplive za Slovenijo, to se pravi za naše okolje, za naše morje, za zdravje naših ljudi, potem bomo mi uporabili vsa pravna sredstva, da preprečimo izgradnjo tega terminala. Ta pot je pa seveda sodna pot, to se pravi tožba na Evropskem sodišču. Zato bi želeli čim prej, da pridobimo vso relevantno dokumentacijo, ki se nanaša na čezmejne vplive in da ugotovimo dejansko, kakšni so ti vplivi. Kot rečeno, bodo pa to pregledali naši slovenski strokovnjaki. Zdravstveno stanje zdravstvenega ministra Boruta Miklavčiča je zelo dobro in se še izboljšuje. Ta teden se bo nadaljevala kompleksna rehabilitacija, kompleksne pa nekompleksne rehabilitacije, ampak je boljše, da imaš kompleksno, veš, če si minister, vse ne moraš imeti kompleksno, a veš, ker ne moraš reči rehabilitacija, ne moraš reči kompleksna rehabilitacija, a veš, da imaš pol tako. Je povedala ministrova lečeča zdravnica, ne, to je onakega zdrav. A veš, kako je to dobro. Bojana Žvan. Kot je pojasnila, načrtujejo, da bo minister ob koncu tedna odpuščen iz bolnišnice in nadaljna rehabilitacija v zdravilišču ne bo potrebna. Ne kompleksna, ne nekompleksna. Miklavčičev vrnitev na delovno mesto je na novinarski konferenci med sejo vlade na Brdu pri Kranju napovedal tudi premier Borut Pahor. Minister Miklavčič se po mojih zadnjih informacijah, po mojem obisku pri njem vrača, kdaj natančno pa bo sporočilo Ministrstvo za zdravje. Hvala lepa. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Do I look nice? Yes, yes. O venezuelski Miss Universe, komentar dneva, Analija Asselborn. Hvala lepa. Buenos días, internautas. Mi nombre es Analía Asselborn y aquí les traigo la noticia más relevante de Latinoamérica. No hablaremos de la aparición de Fidel Castro ante cámaras después de 14 meses alejado del público, ni tampoco de la situación política en Honduras, sino que de la elección de Miss Venezuela en el certamen Miss Universo. Estefanía Fernández, de tan solo 18 años, sucedió en el trono a su compatriota, convirtiendo así a Venezuela en el único país en conseguir la corona en 2 años consecutivos. Cabe destacar también que esta es la 6ª vez en que el país bolivariano gana el concurso de belleza, por lo que damos un rotundo chocolate por la noticia. El certamen fue realizado este año en el archipiélago de las Bahamas y nos deleitó una vez más con desfiles de bikinis dignos de mi abuela y vestidos de gala dignos de carnaval. Este fue el resumen hispanoparlante de Vestina Vesti y saludos a todos los que me conocen. Danes se v Murski Soboti začenja Fronta oziroma Front Afna, festival z Afno na koncu, ne Fronta, kot zadnja je tako kruz. Festival sodobnega plesa. Poleg večernega programa predstav ima letos festival tudi močan spremljevalni program. Več nam je povedal Matjaž Farič. Letošnja izdaja festivala se razlikuje predvsem po tem, da ima zelo obsežen spremljevalni program. V spremljevalnem programu so dogodki izobraževalne narave, potem teoretski seminar in forum na temo financiranja kulture s pomočjo strukturnih skladov Evropske unije in tudi predstavitve šol za sodobni ples, Zagrebške šole za sodobni ples Ana Maletič in Ljubljanske umetniške gimnazije, šole za sodobni ples in tudi mladih plesalcev, ki so bili izbrani na tekmovanju Opus 1, torej neka predstavitev mladih prihajajočih upov sodobnega plesa. Prav tako se danes v Medani v Goriških Brdih začne 13. mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina. Kaj lahko od festivala pričakujemo letos, pa je povedala Jelka Ciglenečki iz študentske založbe. Najverjetneje vino in poezijo. In kakšen dan, ali kaj? Glavnina dogajanja v Medani od srede do sobote. Vsak večer v 20:30 na domačiji Alojza Gradnika v Medani branja, ki so pa mešana s koncerti. Čez dan je veliko spremljevalnega programa. Povezujemo poezijo z drugimi umetnostmi, s filmom, s performansom, improvizacijskim gledališčem, lutkovnimi predstavami. V soboto je bogat program za otroke. 29.8., ko je tudi sicer najbogatejši program, kratek festival kratkega filma. Zebra gostuje pri nas, to je nemški festival pesniškega kratkega filma.
iz Berlina in pa filmska fabula z izborom kratkega slovenskega filma. Še vreme, danes namesto vremena zdravstveno stanje pomembnejših Slovencev. Gospod Miklavčič, kot smo že dejali, kompleksno okreva, gležen Boruta Pahorja je komaj opazno zatečen, Gregorja Golobiča ob popodnevih občasno peče zgaga, stanje Vinka Vasleta je BP. Igor Bavčar ima rahle sončne opekline po čelu in nosu, Boška Šrota malce boli glava. Alojz Uran se počuti dobro, zdravstvena stanja Janeza Janše, Zmaga Jelinčiča, Katarine Kresal, Ljubice Jelušič in Natalije Vrboten pa so stvar državne tajnosti in kot take nedotakljive. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti, plačujte davke.